da gospod Aleksandar ne zasluži, da bi bil predsednik okrožnega sodišča. On ne zasluži, da bi imel sodniško funkcijo s trajnim mandatom. Prav on si tega ne zasluži. Zakaj ne? Dokazano je po preiskovalnem oddelku notranjega ministrstva, da je prav on povzročil, da moja tožba iz leta 2002 ni bila registrirana. To je bila tožba proti Milanu Kučanu, pa proti državi, zato ker me je Vrhovno sodišče izločilo iz tekmovalne tekme na volitvah leta 1992. Ti zadevo poznaš. Glejte, kaj je pa najbolj žalostno? Najbolj žalostno je to, da naš najvišji sodni organ, Ustavno sodišče, ne spoštuje svoje lastne odločbe. O tem smo že večkrat pisali. Samo malo je novinarjev oziroma novinarskih hiš, ki bi si upali to objaviti. Jaz razumem, ker vsakdo se pač boji za svoj kruh. Ker če bi to objavil, potem čez mesec, 2 meseca ne bo imel službe in ne kruha za družino. Vidite, to je stanje v našem sodstvu. Še nekaj vam povem. Jaz sem na odvetniškem zboru, opustite, če se malo hvalim, leta 87. zahteval delitev oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno. Čez 4 leta, leta 1991, je to bilo sprejeto v našo ustavo. To, da sedaj ni več, je enotna oblast pod vodstvom sodne veje oblasti. To je enotna oblast. Sem jaz pisno napisal, pa dal vladi, dal poslanskim skupinam in tudi ministru Šturmu, da je ravnal popolnoma zakonito in pravilno. Samo žal je nekaj. Uresničilo se je tisto, kar sem jaz, in to dokazuje zdaj tudi vsa ta borba zoper Dalarja, že pred 4 letem vzpenjanje sodne veje oblasti nad zakonodajno. To danes imamo. Mi dejansko več ne rabimo ne sodne, ne izvršilne oblasti. Mislim, da današnji sestanek, ki se ga sklical za tiskovno konferenco, razgalil stanje v našem pravosodju oziroma sodstvu. S tem mi želimo pomagati naporom, ki jih vlaga v svoje delo naš minister Lovro Šturm. Ampak on ima proti sebi falango sodnikov in državnih tožilcev. Po členu 145 je vsak uradnik in vsak sodnik, posebej pa javni tožilec, dolžan sprožiti vprašanje, če sliši ali zve za kako kaznivo dejanje. Tega naša sodišča in redno naši državni tožilci, posebej v Kranju in Ljubljani, tega ne delajo. Imam nešteto odločb, ki govorijo, gospod Stanislav, vaš predlog se zavrže ali pa zavrne. Nihče noče ravnati po členu 145 zakona o kazenskem postopku. Glejte, in zato je to